Živijo. Sem Matej Cepin in poslušaš 91. epizodo podcasta Goreči grm. Tokratna epizoda je nekoliko posebna. No, pravzaprav je nekoliko poseben čas, v katerem je nastala. Čez nekaj dni se bom 50-tič zapeljal okoli sonca in v naši kulturi ta starost pomeni nekakšno prelomnico. Organiziranje velikih zabav in srečanj ni nekaj, kar bi mi ob tej priložnosti prišlo na misel, ves čas pa sem čutil, da bi bilo ta dogodek vendarle smiselno na nek način zaznamovati. Ko sem pred nekaj dnevi prišel v šolo na roditeljski sestanek 9 razredov, je 50. rojstni dan ravno na tisti dan praznoval Ambrož Demšar, učitelj matematike, skavt, mož in oče, ki ga sicer le nadaleč, poznam že iz mladosti, ga pa zaradi njegove osebnosti zelo spoštujem. Voščil sem mu in mu dejal, da nisem vedel, da sva bila rojena tako zelo blizu skupaj, le 18 dni narazen. In čez nekaj dni se je rodila ideja. Povabil sem ga na obračun 2 50-letnikov. Matematika je naredila svoje. Pogovarjala sva se le nekaj ur potem, ko sva bila skupaj stara 100 let. On 50 plus 9 dni, jaz pa 50 minus 9 dni. Po pogovoru je moje spoštovanje do Ambroža le še naraslo. Boste videli zakaj, saj sva prvi del namenila prav njegovim gorečim grmom in poslanstvu. No, poleg tega pa mi je pogovor z Ambrožem pomagal tudi nekoliko bolje ozavestiti to številsko prelomnico, predvsem pa razplamteti hvaležnost za vse, česar sem bil v življenju deležen. Pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živijo, Ambrož, dobrodošel v Gorečem grmu. Hvala za vabilo, pa dobro jutro tudi tebi. Ja, res je, dobro jutro, tole snemava ob 7 zjutraj. Ti si tak zelo zaposlen, pa da ne govoriva, da si že iz Škofje Loke prišel s kolesom, ne? Mogoče tako, jutranji tip, veliko več naredim zjutraj, kakor pa zvečer sem pa ubogi. Skoraj vedno, ne, prideš v Šentvid iz Škofje Loke s kolesom, ne? Imam ta privilegij, to je pa res, to so dragocene ure. 1 ura vožnje je lahko meditacija, lahko je pa res norenje v prometnih konicah. In to je prvo, v bistvu še ni konic. Ni bilo videti, je bilo pa res takšen čudovit majski začetek dneva, ne vem, kako bi se lahko še lepše zamislil okolica okrog sebe, no. Ja, sam res, pomlad pa. To naj spominja na mesec najinega rojstva, ne? Da povem zdaj zgodbo za poslušalce. Torej, Ambrož Demšar je učitelj, poučuje matematiko, moje otroke vedno v 9. razredu, očitno, in jih pripravlja na zaključne izpite. No, in prišel sem, Ambrož, zdaj bom tebe poskušal nagovarjati, prišel sem na roditeljski sestanek in okrašen razred s 50-kami in sem že prej zvedel od svoje žene, ki je tvoja sodelavka, da ravno danes ima pa Ambrož rojstni dan, ne, 50. Sploh nisem vedel, da sva isti letnik. Kasneje na socialnih omrežjih sem pa videl en zelo zabaven komentar, tak številčni, mene številke vedno zelo navdihujejo, ne. Kad je nekdo napisal na Instagram, Ambrož 50 se pa že zaokroži na 100, ne. In sem rekel, vidiš, ta je pa taka matematična fora, kad te res malo zatolče tako čist na matematičen način. Ampak v tisti 100 sem jaz prepoznal naju, ne. Tako da to snemava, včeraj 21. maja je bil dan, ko si bil ti 9 dni čez 50, jaz pa 9 dni do 50. Tako da včeraj sva bila stara 100 let, ne, zares sva se včeraj zaokrožila na 100. In sem želel, da izzoveva Svetega Duha, kaj ima preko naju zapovedati o tem, kakšen tip obračuna človek naredi pri 50 letih, kako gleda na življenje nazaj pa naprej pri 50 letih. Veva, da včasih je bil Abraham kulturno gledano že kar ena starost, danes ni čisto tako. Po drugi strani se pa vsaj pri ženskih telesih veliko spreminja, pa pri moških mogoče tudi sam na en drugačen način, niti ne mogoče pri telesih, ampak mogoče bolj v glavah, kaj pa vem, bova odkrivala.
No, in sem rekel, da delovni naslov te epizode je pol naslov, ta prav bom dal pol, kaj naj jo bom slišal, ne? Ampak delovni naslov je Stoletje modrosti. Zdaj, kako ti je bilo biti zvan s tem, s tako zgodbo? Modrost je, po mojem, samo dar. Ti lahko si pameten še pa še, lahko se trudiš za modrost, ampak to je samo en dar. Sploh pri 50-ih vidiš, da ti je bilo praktično vse podarjeno. No? Kolikor si že migal, kolikor si se že trudil, imel prave odločitve ali pa napačne, da pa z modrostjo gledaš na stvari. Ne vem. Zdaj, ko razmišljam, ena od stvari, za katere sem najbolj hvaležen, pa bo šla še čez to, so prave odločitve. Ampak to, da sem naredil vsaj približno prave odločitve v življenju, mi je bilo podarjeno. Ne? In jaz ravno to makro odločanje v veliki meri povezujem z modrostjo. Ne tisto dnevno, ne, kaj boš pojedel za zajtrk, pa tako, ampak tisto makro odločanje, ko ti v bistvu, če poskušava po matematično povedati, ne, tako, da bi se približno odločal, a bom šel čez 30 dni na Triglav, a bo čez 30 dni vreme v redu ali ne bo. Ne. Stvar je preveč nepredvidljiva, ne, preveč nedeterministična, da bi jaz vedel, a bo čez 30 dni dežval ali bo sončno. Ne. In podobno mi je z ta velikimi odločitvami v življenju. Ne? Čeprav jaz tudi poleg tega mislim, da nam Bog tudi požegna drugačne odločitve, ki niso čist tiste ta prave, ampak ne vem. Nas vrača na pot, ne? Ja. Če si eno stvar res tako močno želiš, pa delaš na tem, bo Bog požegnal tudi, ne vem, napačno žensko, ki si jo izbereš, ali pa zakon, ki ga nisi načrtoval, življenjsko odločitev, ki sploh ni, ne vem, racionalna. Racionalna, ja. Bravo, ej. To me pa spomni na enega zelo ljubega gosta, Mitja Markoviča. On je tudi tako govoril, da kot duhovnik, ne, je rekel, jaz mislim, da bi enako uresničen bil tudi kot družinski oče. Da ni to tista, veš, da če bom pa zgrešil, to, kamor me Bog kliče, pol je pa konc. Ne. Ko sem bil jaz majhen, sem skozi govoril, da jaz bom župnik. Predvsem sem s tem zelo jezil svojega starega očeta, ki je bil res takšen posloven človek, res na denar. Kako boš ti preživel s puščico, to sem mu izdelal ta najbolj tako prav grozljiva misel, ampak ko sem se zaljubil, pa to, ko se v eno stvar, to je zdaj spet svetopisansko, ko se eno stvar res zaljubiš, ko najdeš tisti biser, pa je daš vse za to. Tudi, ne vem, taka stvar, ki bi rekel duhovništvo, to je ta najvišja stvar, ali pa kakor so nas učili. Ne, to je, za moje življenje je bilo to premehna stvar. Po mojem tudi, če bi bil duhovnik, bi pa Bog po mojem to blagoslovil. Zelo se povežem s tem, kar si rekel, ker sem imel tudi sam seveda podobne misli in tudi bil je tudi maj. Od takrat naprej mi je pomlad najljubši letni čas, prej mi je bila zima. A ja? Ja. Celo mislim, da se mora vsak kristjan vprašati o tem. A je duhovna poklicanost, a je poklicanost v zakon ali pa tudi samskost. Ne vem, jaz zelo občudujem tiste znanstvenike, ki se res čist s celim življenjem vržejo v eno proučevanje, ne vem, pa ne bo to eno celičarjo, ampak posvetijo temu in grejo tako globino, da nekaj dajo, ne, da neko sled pustijo. Ne. Pejva zdaj na vprašanje, kdo sploh je Ambrož, da bova sploh mal konteksta postavila. Zdaj, meni se zdi, da imava veliko podobnega. Pustva, oba sva rojena v maju leta 76. V mladosti sva bila oba skauta, ti po moje veliko prej kot jaz, bo še zvedla, jaz ne vem točno tega podatka o tebi. Oba dva imava rada matematiko. Pa sem šele kasneje izvedel, šele let pred par dnevi, manj kot en mesec, da ti tudi zdaj državljansko kulturo in etiko poučuješ, ko je tvoj sodelavec zmanjšal svojo delovno obveznost, si ga nadomestil. Kar mi pomeni, ne, da si tudi ti na nek način za državljansko vzgojo navdušenec vsaj malo, ali pa vsaj malo veš o tem, tako kot jaz, ko sem temu velik del življenja posvetil. Oba imava nadpovprečno število otrok, nama so bili dani, ne, sva s tem obdarjena. Sva kristjana, imava rada Boga na en tak svojski način. No, kdo je zdaj ta Ambrož? Mislim, pravzaprav zagotovo vse to, ampak tako, ko sem pa razmišljal res o svojem življenju, kako mi je šlo od rojstva naprej, me pa zmeri tako spomne na tisto zgodbo od Polonce Kovač, o tistih kuških, ki so tako različni iz istega gnezda, in jaz sem se zmeraj imel za enega tistega Bobby vidu. Jaz moram to videti, moram to sprobati, zato me imaš danes tudi tukaj, ker moram to videti, kako to izgleda. Tudi živel sem, ne vem, tako svoje otroštvo
v družbi Vedoželjnost v bistvu zdaj takih govoriš. ljudi, ki so bili predani eni stvari, ki jih je ena stvar zanimala, pa je bila to, ne vem, kosilnica, pa je bila to, ne vem tudi, kako poučevati državljansko kulturo. Ne? Mislim, da vsakmu izzivu moraš reči, zakaj pa ne. Zdaj, kakšni bodo rezultati ven, vsega ne moreš hkrati delati, vsega ne moreš naenkrat. Zelo cenim ljudi, ki se potem tudi odločijo, tole stvar bom dobro naredil. Življenje pri nas še toliko zelo teh priložnosti, da je res prav težko izbrati in težko je reči ne. Čemurkoli. Zdaj pa, moje življenje je bilo, bil sem zelo ljubljen, to vem, zaradi tega sem potem precej lažje skozi šel, zelo cenim tiste, ki te izkušnje ljubljenosti niso imeli, pa danes so odlični očetje, so ljubeči, zmorejo to, kar je bilo meni Kako so dano. mogli to nadomestiti? Ne? Tako, ja, pa kje so dobili vso to energijo za take stvari? Vedel sem, da hrbet manj krit, dom imam in pa sem lahko hodil okrog, preizkušal stvari. Lahko sem si šel pred 35 leti ustanavljanje skavtov v Škofji Loki. Vedel sem, da nekam se lahko vrnem, vedel sem, da nekje sem varen. Povej to zgodbo, No, to to pa je sploh tega nisem vedel, da si pri 15 letih si bil kaj eden od ustanoviteljev Škofjeloškega stega, To smo bili bolj mulci. ker to je bilo kaj, čeprav zračunam leta 91. Tako, ja. Takoj, skoraj takoj. V ognjišču sem bral o Petru Lovšinu in sem čist padel v to idejo, da moram ustanoviti. Bil sem prepričan, da 8 nas more biti, 8 sem jih nabiral, ko je rekel, jaz pa ne bi bil več. A to tako- številko si izmislil? Številka, ne, mislim, da je bilo nekako tako, da vod ima 8 članov in to je bila ta 8, ki je ti bila si vod en ustanovil, ne s tega. simbol, ne vem, popolnosti, Ne, kitajska srečna številka. Sej vod ima res karkoli že. 8 članov, ti nisi še vedel, da ne ustanavljaš voda, ampak stek, ne? Čist nič nisem vedel in dokler ni prišel en 18-letnik zraven, ki je bil res tako že, za nas že odrasel, takrat je pa je zaživel. No. Wow. Mislim, ampak veselje je bilo pa veliko. Te epizode v tvojem življenju nisem vedel, tako da kaj so bili največji izpleni iz tega izhoda iz cone udobja, v smislu, da 15-letnik gre se tako veliko zgodbo? Mislim, da tako zelo mladi potrebujejo družbo, so vrstnike, mogoče celo podobno misleče, da se uravnavaš, da se tudi malo brusaš, da se tudi zadržiš, kot ti drugi rečejo, čak malo, ne, tole pa ni pameten, da je to bila prav ena taka potreba v tej starosti. Drugač največji izplen skavtstva je, da sem jaz tam, ko sem šel k kapucinom delati reklamo, priključite se skavtom, da me je tam zagledala moja zdajšnja žena in da je prišla. Tako, ne vem, skavtizem še zmeraj imam za en najboljši način, da poiščeš svojega bodočega moža, svojo bodočo ženo. Podpišem, ne, in moja žena je tudi bila nekaj mesecev na začetku svoje poti v Škofji Loki, ne, tako da. Če tebe ne bi bilo, morda sploh ne bi ratala skavtinja, boh ve, ne. Zdaj ne vem, zakaj moj sin je šel v železenke na mesto v Škofjo Loko, tako prav izdajalsko, ne vem, kaj ga tam čaka, no. Ali kdo. Ali kdo. Se pravi, prej mi je bilo zelo zanimivo, ko si govoril o sestopih iz cone udobja, o izzivih, ki jih je treba sprobati. To je zelo tak skavtska mentaliteta. Na drugi strani tega je fokus, ne? To, kar si ti rekel, da ceniš ljudi, ki rečejo, tole želim poglobiti, ne? Ampak da tebi ta širina izzivov v življenju toliko velik pomeni, da, če sem te prav razumel, tega nisi rekel, ampak da včasih imaš mogoče celo težavo najdeti en sam fokus, tega nisi rekel, ampak sprašujem to. Zagotovo, zato ker vsaka stvar, vsaka odločitev je ločitev od marsičesa. In tudi s skavtizmom sem nehal, zaradi tega, ker sem dragocenejšo stvar najdel, no? Čistko, no? Treba se je bilo tudi tukaj odločiti. In kaj je bila družina? Ali... Ja, se pravi, takrat sva bila šele par, en takšen goreči grm, ena taka kovačnica je bilo, da bom se odločil za njo, da bom posvetil življenje za svojo ženo, da me je ona, kakorkoli se zdaj mogoče to sliši tako neprijetno, ampak ko začneš ti z nekom, greš v ogenj, ker skuri vse, kar je nevredno, nepotrebno, ostaneš res ti in vidiš, kje so zdaj tiste tvoje, kje ostane tvoj zlato, kaj je tisto, kar je prečiščeno. Ne? Olupaš se kot čebula, ne? Čistko. Ko greš zares v odnos, takrat daš vse od sebe. No? Jaz sem se zelo težko odstaršil od družine, kjer smo bili pač skupaj, pa tudi še trije mlajši otroci so od mene v družini, se pač od tega odločiti, predvsem čustveno, da boš zapustil svojo prejšnjo družino, svoje nove poti izbereš in ko to enkrat
postaneš svoboden, pa v resnici zaživiš. Ne? Ampak to je pač čas tistih let, nikakor ne moreš tega pričakovati od starejšega, od mlajšega, nekje imaš en takšen optimum. Zdaj si tako govoril o velikih zgodbah, v katere si se podal. A je bila ta odločitev za ustanovitev družine, zdaj, kako bi ti kategoriziral te svoje velike zgodbe? A je potem bila še kakšna velika zgodba, ko si se ti odločil družino ustanoviti? Ko si se podal? Imaš kdaj v življenju, ko se samo odločiš, ko je v tebi odvisno, veliko ti pa prenese življenje samo. Ko se je prva hčerka rodila, takrat je šlo za življenje pa za smrt. Mogoče takrat je bil pa čas, ko sem čutil skupnost, se pravi, za vse tiste ljudi, ki so molili, ali pa samo, ker pač niso verni, ker so samo čutili z mano. A te prav razumem, da je bila to tudi velika zgodba, ampak v njej nisi bil tako zelo akter, ampak tako, bolj nošen. Nošen, ja. To pa skozi življenje itak gre, ker ko otroka dobivaš, si ti zraven pasivna oseba, ne pa tista, ki bi bila aktivna. Sploh potem, ko zdaj se začne odločati oni za svoje življenje, takrat jih lahko nosiš samo še v mislih pa molitvah. Kaj pa na področju osebnega poslanstva, kako bi se opisal? Skoraj siguren sem, da za tazga človeka učiteljski poklic ni zgolj poučevanje, ampak je nekaj več. Imam to srečo, da imam lahko zelo rad ljudi. No. Lahko vzpostavim zelo dobre odnose zaradi tega, ker vsakega ne bo še tako majhen ali pa še tako zelo, ko ne rečem, tumpast, ga imam lahko rad, ga imam zares rad, zelo me zanima, no, kaj bo iz njega nastal, kaj se zna iz njega tudi dobrega narediti, kje mu lahko karkoli jaz pripomorim. Tako da, ko ti enkrat druge ljudi spoštuješ, pa jim daš zadihati, so lahko ob tebi. No. Ne vežem nase, ne zahtevam preveč, vsaj ta občutek imam, zato sem pa z veseljem lahko učitelj. Drugače, jaz sem hotel biti zgodovinar, tako karati, ampak sredi sem očeta poslušal, ki je rekel, to je tako, da želiš biti brezposeln, kaj drugega pejti, in matematika mi je bila všeč. Takrat je bila ena zelo fajn prijateljica, ki je rekla, jaz pa hodim dol na matematiko, na pedagoško, pa sem šel z njo, pa v redu, bom pa to šel. Predvsem na tako vidim, koliko so ljudje okrog mene veliko bolj modri, brihtni, vsaj v tisti starosti, ko sem jaz bil res, ko sem se jaz odločil za poklic, ko sem se odločil za, ko sem se zaljubil, to so bile stvari, ki so me presegale, ne? Presegale, ja, ker sem se pa kar znašel na ta pravo mesto, no. In hvala Bogu, da mi je rekel, pojdi na matematiko, to je tako fleten poučevati, to je tako fajn biti v življenju, si postaviš urejeno, ne vem, že našega župnika sem opazoval kot ministrant, jaz sem bil zelo tako res, rad sem bil ministrant, sem zraven, oltarje, to mi je bilo tako dobro, pa spuščico pobirati, to je bilo ta najvišja možna čast, ja, kar lahko narediš za cerkev. Upam, da si čutil. Ampak recimo naš župnik je bil tako urejen. Ponedeljek so bile prošnje iz ljudstva, torek so bile hvalnice pa večernice. Ena taka urejenost je bila v življenju in poj, ko pa začneš v matematiko, pa vidiš, no, koliko je tega urejenega in kako lahko tudi tvoje življenje matematika izboljša skozi to. Zdaj, če kakšnega navdušim za matematiko, to je super, zaradi tega, ker v bistvu samo v sebi odkrije, kako so stvari lepo urejene, ali pa tako, kar je govoril moj profesor na faksu, kadar so se stvari res lepo pokrajšale, da življenje je lepše, kot si predstavljate, to je doktor Cencel vedno rekel in to mi je zmeraj ostalo, da pač že tukaj je lahko življenje veliko lepše, kot si predstavljamo, če malo urediš, če se zavzameš, če se malo ritbrcneš, no, čisto. Res tisto, kar si rekel, mi je bilo lepo, ko človek zna prepoznati kakšen svoj močen talent, močno lastnost, takrat tudi po moje hvali Boga, no, saj tvoja drža je bila taka, ker je nisi pripisoval sebi. In ko si rekel, da se ob tebi ljudje lahko počutijo, da jih imaš tako na tak način rad, da se lahko počutijo, da so sprejeti, kakršnikoli že so, in da bojo naredili, tega nisi rekel, ampak tako jaz doživljam korak naprej ob tebi. Zelo kakovostno si v besedo to tvoje poslanstvo, no? Ja, no, mislim, naloga
matematiko je reševanje problemov. Ne? Problemov v življenju prinese veliko, mnogi jih proizvajajo, mogoče celo nezavedno, ne? Mogoče jih niti ne želijo rešiti. In takšnim ljudem moraš pač dati dihati, da je to mogoče ni njihov čas, da bi ta problem rešili, ampak da se zdaj ne more malo vrteti okrog njega, ker jim bo nekaj drugega ta problem prinesel. No? Ni pa ene same poti do rešitve, pa 100 ljudi zagotovo to, 100 glav več ve od ta najbolj brihtnega, kar jih je. No. Ja. Je pa to tudi ena Kristusova drža, ker pustiti ljudem, da proizvajajo probleme, tudi če se tega ne zavedajo, ne, je v bistvu iti na križ, je odmiranje, ker zaradi tega, zdaj bom čisto matematično pogledal, nobenega konkretnega nimam v mislih dejansko, ne, ampak zaradi tega, ki proizvaja probleme, vsi malo slabše živimo. Ne. Ja, je pa res zagotovo najvišja vrednota je svoboda. Ja. To pa, da nam je dal svobodo, da se lahko obnašamo tako zelo nehvaležno. No. Čeprav to pa vidim, no, da hvaležnost je pa ta najbližja pot do sreče. No. Če ti, ne vem, za 50-letnico sem jaz rekel, jaz bom nekam skidal, mene noben ne bo videl. Žena sem tako rekla, a pa s tem pokažeš ti hvaležnost vsem tistim, ki so pa te pomagali, ki so hvaležni tudi zate. Ne? In to je čisto spremenil moj pogled na 50-letnico. Da si ji dal v bistvu vsebino hvaležnosti. Hvaležnost je bistvena stvar, zaradi tega proslavljaš stvari, zaradi tega so prazniki sploh. No? Zdaj, ali bo to z mlajem, ali to ne bo z mlajem. Jaz sem ful hvaležen devetošolcem, ki so mi mlaj postavili pred šolo. Da so tam enega kmeta naprosili, da je s traktorjem pripeljal tisto smrekovo, da so jo tam šepcali. Mislim, ko pomisliš, ne, si že za to hvaležen. Ne? Ja, večje časti si ne moreš doživeti, no, kakor pa devetošolci. No, res so veliko bolj pametni, ker sem jaz bil v tisti njihovi starosti. To sposobnih toliko vidiš kot učitelj. Končen, tudi malo z olajšanjem, zdaj jih pospremam naprej v srednjo šolo, zaradi tega, ker me že toliko zelo presegajo, ko me začnejo v šahu sesuvati, ko me sprašujejo probleme, ki jih ni šans, da bi jih jaz rešil. No, sploh ne na prvo žogo, no, takrat je čas, da tudi oni se poslovijo in da grejo naprej. Tako, sem vesel, da se 9-krat znebim. To si tako slišal, ker jim nimam več kaj dati. Čisto res. No, pač, ja. Ful mi je dobra teza, tako bom rekel. Zmeraj jim daješ pač ta najboljše, kar imaš, zaradi tega, ker nikoli ni nobene stvari zašparati. Ker se pokvari, ker pozabiš, ker zgubiš. Daš ta najboljše, kar imaš in poj, tudi sam prejmaš vedno boljše ideje zmeraj. Pejva zdaj midva res na teh 50 let, pa na te obračune, kako si doživljal Abrahame kot otrok? Sej tako predvidevam, da je to dokaj generičen odgovor, ne? V smislu, koliko se mi je zdel tak človek že star. A se spomniš kakšnega konkretnega praznovanja? Mislim predvsem tako, da eni strici so bili zmeraj stari, eni so bili pa zmeraj, če ne mladi, vsaj mladostni. No? Aha. Stric Miha je bil tašen, ker nas je res imel rad nečake. Jaz sem bil takrat tako mahnen na pomfri, no nas je na svoj god vabil na pomfri. Wow. Tako da on je znal to praznovati. Najbolj se pa spomnim, no tako, ko sem preračunal, star sem bil 13 let in jaz še nisem slišal za besedo imeti Abrahama. In pa sem tako njega radovedno vprašal, pa pravi, da ste res videli Abrahama. Rekel, ja, zjutraj, ko sem se bril, sem ga pa zagledal. Tista moja domišljija, tako, jaz sem čisto videl, da je kar naenkrat je ratal ves bradat, ali karkoli tašen, kar ovče Abraham, ne vem, dolga brata, pa nazaj spet nekaj z ogledalom bi si jaz predstavljal, nekaj kosmatga, nekaj Abraham, nekaj neprijetnega, drugače pa ne, nisi se praznoval tako zelo. Ja, jaz sem prvi bil od mojega očeta, tako da sem res bil prisoten in star sem bil takrat 17 let, tako da sem se že veliko bolj zavedal in bila je res mega žurka v smislu velikosti. To smo na morju, imate moje 2 vikend in se je tam praznovali in je pol vse sosede naprosil in jaz se spomnim, koliko sem pomagal. Po sosedah smo imenovali vile, ne, vila Smilja, vila Maruška, vila ne vem, kje so bile, ne, ker so ljudje prespali tam, ne. Pa menije sem risal, pa to, jaz sem bil tak bolj ustvarjalec skozi koncepte besede, risanje in te stvari in sem
tisti pomagal. No. 50-letnice lahko zelo združi. Ravno smo postavljali mlaj enemu kolegu in za postaviti mlaj je bilo treba res ogromno ljudi. In vse te ljudi je bilo treba povezati, skupaj stopiti. Zanimivo je bilo, da smo bili vsi prvič, da smo mlaj postavljali. In tisti, ki je malo bolj to čez vodo, je rekel, to sem jaz na YouTubeu videl, kako se to dela. Tako da, kaj si eni res upajo, kaj si eni prvošijo. No. Za enkrat mlaj še stoji, upajmo, da bo 50 dni, tako mora biti. Mi pa nismo praznovali, nimamo spominu. No. In tudi ti osebno nisi neki zelo velik, ampak tudi jaz ne načrtujem nič kaj dosti. Recimo, vem, da se ljudje ne poročajo zaradi tega, ker mislijo, to je treba narediti eno ohcet, pa to gre toliko zelo denarja, ampak to se vse noter prinese. Res ne poznam nobenega para, ki ne bi več dobil, kakor je v to vložil. In mogoče res imaš, nekaj dni imaš še časa, mogoče pa treba. Ne, sej take manjše dogodke načrtujem, kakšne, ampak tako podoben kot ti, po moje. No, tako, kar so zidali zavod Svetega Stanislava. Je rekel, če imaš več kakor 50% denarja, pa da se tega ne lotiš, pa si reva, če imaš manj, kakor 50%, mislim, da je bilo nekaj takšnega, pa si pa predrzena. Zdaj, malo moraš videti, kje si, rekel že, družinska dinamika dopušča ali pa ne dopušča. In tisti, ki naredijo na veliko, super, tisti, ki ne naredijo ničesar, je mogoče meni samo nevidno, super, mi dva pa verjetno imamo tako, več takšnih mehkih skupin, v bistvu, kjer se lahko tudi vsakmu dosti osebno posvetiš, pa izmenjaš stvari. Jaz si zelo želim to hvaležnost malo razpršiš, ne? Vse te ministrante, ki smo bili, 40 let, ti so zelo vplivali name, no? Tudi tiste, ki so res vplivali na moje življenje, take želim počastiti, ker so, na svoj rojstni dan sem nesel bivši ravnateljici gospi Marini Rugel en velik pušilc. Ona je zaslužna, ona me je izbrala, ker nas je bilo kar nekaj kandidatov za to, da bi učili matematiko tukaj, in ona je v meni prepoznala pedagoški eros. Da sem jaz za to mesto in sem jim tako hvaležen za to, ker sem na ta pravem mestu. To je pač... Še posebej, ker je matematičarka, to ni bilo tako, ne? Velik respekt, pa njeni članki v družini. Pejva zdaj na drug konc te palce, ne? Leto 76, pa tista 80, pa tako, česa se kaj spominjava, kako je, v kakšen svet je bila najina generacija sedanjih 50-letnikov porojena. Torej, jaz se še vedno spomnim, vendarle smo bili po moje ena od zadnjih generacij, ki smo Jugoslavijo še zelo celostno doživeli, sicer brez vojsk, brez JLA, mogoče bo kdo rekel, ne, vi niste več Jugoslavije doživeli, ker niste bili v JLA, ne. Ampak vendarle, meni se zdi taka stvar, ki se jo spomnim, Sarajevske olimpijske igre so bile najbrž zadnji dogodek slave Jugoslavije, ne, se pravi, in midva se jih najverjetneje še spomniva, jaz se jih, ne. Ja. Pa Tajči? Tajči je pa, to je bilo pa veliko kasneje, ne, to bi bila zadnja slava Jugoslavije. Ja, ampak ona ni zmagala Eurosonga, ne, Uni prej so jo. Občutki so bili taki zmagoslavni. To je res mogoče, ja. Veš kaj, takrat smo bili fantje mladi, Una je pa res izgledala tako, da smo vsi fantje pogledali, ne, 15 let stari. Je pa pol čist drugo življenjsko pot obrala, ne, pol se je spreobrnila v krščanstvo oziroma najbrž je kristjanka že prej bila tako rekreativna, bi rekel moj kolega Damjan Dolinar. Rekreativna. Ampak zelo pričevalka je pol postala, no. Medžugorje je menda prines. A res? Bil mesto spreobrnitve? Ja, sej. Ti nisi nič rekel, kaj je rastel z Medžugorjem takrat? Ne. Kakšno vlogo je imel pa v tvojem? Pa ne, moja stara mama je šla že takoj na začetku dol z vlakom. Kjera leta so bila to, ko so jo prikazovali? Jaz sem pozabil to malo. 81 se je začela. Ne vem, zagotovo je bil čas lep. Se pravi, ker ko si mlad, je vse lepo. Bilo nas je veliko otrok, jaz sem bil črka H v šoli, se pravi, tako zelo velik. Razred H. Razred, črka H. Ne uredovalenci. Ne. Ja. Razred H.
Wow, to pa res. Društvo si imel povsod za najdete, se pravi, ni bilo tako, da bi bil vstajal noter. Starši so nas klicali, pridite noter, ne zdaj, ko starši podimo otroke ven, da grejo v naravo, v socialo. To so bili lepi časi. Bila je pa vsem revšna, če tako recimo pomislim, kaj sem jaz prinesel iz trgovine, kadar sem šel v trgovino iskat, pa hiše smo zidali, takrat se je res na vsak dinar gledali. Imamo pa to, po mojem, to predvsem izkušnjo leta 91, no tako, tisto upanje, kva bo zdaj to nekaj novega, kva bo nekaj novega prinesel. V razredu sem bil, pa je sošolka rekla, a si vi sploh predstavljate, da bomo jutri samostojni? Sej velike večine se to ni dotaknilo, ampak mnogo je bilo pa takih, nekaj na novo, nekaj, tole bo pa. Šerebula je pisal, da tako v tisti svojih knjigi Jutrenice za Slovenijo, da zdaj pa mogoče pa samomorov ne bo več. Recimo, to pa je po mojem najbolj vplivalo na moje otroštvo, moje. A veš, da jaz se pa bolj spomnim, ko sem imel par dinarjev našparanih, pa tistih nul, ko so bile po 7-8 ničel na bankovcih, ne spomnim se več, koliko, da ne bom zavajal, ampak vsak let je bila ena ničla več, Dejansko je bila inflacija 1000% na leto, lahko, kakšen let. In bolj se spomnim tega, kako mi je denar kupnil pa negotovosti, kot pa te slovensko, kako bi rekel, kot pa pričakovanja nečesa novega. Prvo ste imeli vsem, ti si zelo blizu Ivana Omana, ki je bil vizionar tega področja. Sem vsako nedeljo tako puščal po molu pred. A res, a jaz sta bila župljana, celo so župljana. Mogoče pa vsem tudi drugače živeti v mestu, če ti si odraščal v mestu. V Ljubljani, V Ljubljani, jaz sem pač vsaj vse počitnice najprej preživljal v Kopru, v čistilnici, tam, kjer je stara mama jo imela, in jaz sem tako kot otrok, sem jaz res noter veliko delo, tako sam sem stregel stranke, sam sem računal, pa tako sem bil to star, 10 let. Taka izkušnja, ki je danes noben ne more otrok več imeti. Ker je protizakonita, Nekaj najlepšega, prvič sem prišel v stik z italijanščino, ko me je ena po italijansko govorila, in se spomnim, da sem zatulil in zbežal ven in stara mama, da kdo nekaj hoče od mene. Se pravi, stvari, ki jih današnji otroci ne bodo mogli na noben način doživeti. Potem pa, ko smo lahko hodili vse počitnice gorah žlahti, da smo malo pomagali in ni bilo tega občutka, se pravi, da bi mi karkoli povzeli iz rok, zaradi tega, ker hrana je bila direktno ta najboljša iz kurenka na uponov. Delali se je tako, kar se je po mojem že 500 let, naprej vse na roko grabili. Potrebni smo bili, hvaležni so bili žlahtniki, da smo prišli tja. Mi smo imeli pa najboljšo družbo, spali smo lahko pri njih, ne vem. To so bila v otroštvu res najboljša doživetje, da si šel prespat k sorodnikom. Bratrancem, ker si imel res svojo družbo, pa še povezovali te, kri pa ni voda, to pa vidiš predvsem, ko mnogi prijatelji odidejo, kar na sorodstvo pa ostane. No, pol je pa moje otroštvo zaznamoval tudi, mojega so pa kar računalniki zaznamovali, Mi smo prvega Commodorja oče kupil leta 83, mislim, da. Že? Ja, se pravi, pri 7 letih, To pa kakšni, pa ful se spomnim, kako so se avtomobili v 80-ih izboljšali, se pravi, leta 80 pa leta 90, ko so ne vem, če se spomniš, Hyundai prišli, pa malo več golfov je bilo ta starih, pa te bolj pocen, mislim, golf ni pocen bil takrat, ampak te neki novi pocen iz tujine niso bili vse več sam fičoti pa jugoti pa stojenke, Pa prometni zastoji so se začeli, zaradi tega, ker si lahko že praktično vsak študent prvo šel avto. Ja, čeprav si ga ni, še v 80-ih. Ne. Tam recimo leta, jaz sem če si bil priden, bi si ga lahko. Ja, tam po 90-mu, To pa ja. Ta prva leta sem jaz lahko hodil na avtobus, sem točno prišel do faksa, medtem ko poj, kakšne 2 let kasneje, bilo pa že toliko, da je avtobus zamujal po pol ure, ker se je naredilo ozko grlo. Mogoče tudi iz tega razloga, ker je postalo vse dostopno. Ja, in velik napredek tudi gospodarski, se pravi odpiranje tujine, ni bilo več. Milka čokolada je bila leta 80 še v bistvu alica v čudežni deželi, Leta 90 je bila pa že nekaj zelo samoumevnega. Vsem pa tako, ne vem, moja
teta pa botra rekla, koliko je zdaj bolj fajn, tukaj je vse boljš, videla je, da nikjer več ni toliko alkohola, kakor ga je bilo v času njene mladosti. Eni mislijo na ta način, da včasih je bilo boljš, eni mislijo, zdaj je boljš, ampak vedno so pa eni taki stvari, ki te lahko paralizirajo. Takrat je bila nevarnost jedrskih vojn še, tega se spomnim, slike, ki so jih Pa Černobil. Černobil je bil takrat. Ja, veliko je bilo tudi takih bolj nevarnih stvari, ki se jih pa nismo zavedali. Oziroma, tako bom rekel, če bi se danes soočali s takimi nevarnimi stvarmi, bi bila veliko večja panika, kot je bila takrat. Tako je, ja. Vsak čas prinese svoje izzive. No? Po drugi strani imamo pa zdaj veliko bolj teh prihuljenih panik, ne, ki so vezane velikrat na mobilno tehnologijo, ne, na telefone in te stvari. Ne. Kaj vse vstopa noter, kako odnose nažira, pa umetna inteligenca, recimo, ki ima tudi potencial človeka zelo spremeniti v možganski strukturi, v tem, za katere stvari se naprezamo, pa za katere ne. Bi rekel, so zdaj sofisticirane nevarnosti. Takrat so bile bolj očitne. Intenziteta je vedno večja, se pravi, vsakdo lahko vedno več doseže, zdaj ali dobrega ali pa slabega. Hvala Bogu za vse tele moderne naprave, za umetno inteligenco, koliko se en tudi dobrega lahko to prinese. No? Imamo pa večjo odgovornost zaradi tega. Ne? Zagotovo vsak izmed 8 milijard. Ja. Zdaj pa jedro tele epizode, saj smo že zelo globoko v času, ampak vendarle, res je bil moj namen nekako ta obračun z življenjem, dosedanjim najnim, in jaz sem ga za to priložnost, ker so oba take matematične dušice, razdelil v 5 desetletij. O tem prvem desetletju 0 do 10 najnem sva že kar veliko povedala, sicer o okolju, ti si tudi veliko povedal že, kako si doživljal, povedala sva že o družini, pomenu družine, ožjega sorodstva, širšega izkušnjah. Bi še kaj dodal na to prvo obdobje 0 do 10? Ja, jaz ga imam res za čas ljubljenosti, ko sem res sprejemal, ko je tisti čas, ko sprejemaš od mleka matere do njenih pesmic, ljubezni, tistega, ki je ponosna na te, ki prideš iz šole z nečim, s čimer se lahko pohvališ. Pa res sem imel veliko srečo, no, da sem rad bral, pa rad sem si zapisoval. Se pravi, dnevnik. Ti si že zapisoval? Ja, hiter. Pred 10 letom. Ja, dnevnike imam še tam iz tiste, ko so prvi zapisi, pojedel sem jajček, šel sem, prišel sem. Wow. Jaz se spomnim, sem dnevnik pol pisal pred 13, 14, 15. Jaz mislim, da za obračun je zelo dober, vsaj na koncu leta, no, pogledati, kaj je v tistem letu bilo. Če kdo še ni recimo tega zapisoval, ne začne zapisovati, ker tako, jaz imam take knjižice, ne pa, ko greš malo nazaj pogledati, imaš pa še možnost delati srčke zraven. Jaz se zmeraj ene stvari, te lepe ti ostanejo, fajn je, da jih tudi potrdiš si, res je bilo to lepo, pa za naprej, da potem tudi malo načrtuješ, pa da se rečeš, tega le se veselim, no. Vsak doma gor dol ima to sinusoido, kadar se dobro počuti, pa zdaj je to odvisno od luna, je to odvisno od stvari, ki pridejo same v življenje, ampak zmeraj sem pa tako, imamo eno zvezdico pred sabo, tega le se pa zdaj le veselim, tole pa čez 2 tedna pa, ne vem, grem na more, čez 2 tedna, dobro, res na morju ne maram hoditi, ampak čez... Bom pa 9 je oddal. Nekaj, kar je tisto, česar se lahko veseliš, no. Tudi vsaj otroke najbolj hočem navaditi tega, da najprej naredi tisto, kar ti je neprijetno, zaradi tega, ker poj ta prijetno te bo ves čas spremljalo, ves ta čas. Če pa najprej ta prijetno požreš vse tisto, pa te pa sam še zoprne stvari čakajo, no. Tako da ja, do 10. leta lepi časi, no. Jaz bi zelo podobne besede dal, ljubljenost, razvoj talentov, spomnim se, kako sem kdaj zjutraj že ob 6 vstal, pa začel risati, pa ustvarjati, pa take stvari, ne. Svet je bil dokaj enostaven, na malo oseb se je fokusiral, čeprav človek že hodil v šolo, je bilo malo tistih, ki so bili res relevantni, ne, in si se jih veselil. Mislim, da smo o tem že kar dosti povedala, ker v bistvu bi kar šel na naslednje desetletje, ker tle se pa po moje začnejo te zanimive stvari, ne, se pravi 10 do 20, najstništvo,
všeč mi je tvoj fokus na hvaležnost, po drugi strani pa tudi, kjer odločitve si sprejel, pa kako te je ta modrost vodila, ne? Ta leta pa res nikoli ne bi si želel še enkrat iti skozi. A res? Pa Wow. dobiš sicer, ker si mlad, imaš toliko več moči, ampak ker te zaljubljenost, kar nos, ker sam ne veš, kaj bi sam s sabo, ko se spreminjaš. Dobro, jaz sem bil zelo debel, pa sem se takrat potegnil, recimo to me je zelo polnomočilo, da nisem več zdaj tisti debelinko, ki še laufat ne more, ampak to lahko rečem, težave samo z zadovoljevanjem, tudi s pornografijo, ki pridejo. Takrat? Ja, saj pravim, to je 10 do 20 govorijo. Ja. V zadnjem delu tega, ne. Ko Ampak želiš v osnovni biti... šoli takrat še ni bilo toliko pornografije, ne? Ali je že bila? Bila, ja. Je bila že? Mislim, bilo je prsot. Ja, bila, seveda je bila. Revije pa. Revije, ja. Ampak predvsem tisto, ker želiš nekaj biti, pa ne moreš biti. Trudiš se, pa ti čist nič ne ratuje. Naroden si, ko strela, uničiš, ne vem, botro sem, malo starejši od mene. Kva sem jaz vse stvari uničil, če tako pogledam, v tistih letih, ne vem, blavut, ki je toliko časa zbiral zane, pa sem jih moral sprobati, pa sem jih raztrgal, pa težki časi, mogoče me je skavtstvo rešval, mogoče tudi preveč idealizacija, pač matematiki zmeraj želijo idealizirati stvari, Čisto kot sliko, otrok idealiziraš, ne vem, te duhovne vaje, ki tudi tako naredijo, da nikoli več ne bom grešil, tega ne moreš ti od otrok zahtevati, da nekaj obljubiš, da zdaj pa ne bom nikoli več grešil. Pri spovedi, ki že prišel ven, si že naredil eno tako stvar, ki ti je bilo žal zanjo. Težko, grozen. Oziroma predvsem slabo vpliva na samopodobo, ne? Ker Bog želi, da vendarle se imamo radi, ne? Ja, pa tudi fokus, da takrat na stvari, ki so vredne. Jaz sem zaključil potem to, ko sem enletni kruknil, sem šel v vojsko, v vojski, res sem umiral dolg časa. A ti si šel v vojsko? V slovensko. Že v slovensko, ja. Slovensko. Ampak to še ni bilo do 20, ne? Do 20 je bilo, ja. Res? Ja, zato ker se Kjer pravi, letnik si ruknil? jaz sem Srednješolski ali faks? Faks, prvi letnik faksa, okej. ja, to si 18 star. No, midva sva šla, na faks sva šla po vojni, ne, leta 91, v srednjo šolo. In pol na faks leta 95. Tako, ja. Se pravi, leta 96. Sem bil jaz v vojski. Ja, ampak takrat si bil že 20, ne? Se pravi, 20, s tem sem zaključil jaz. Ja, In to ko sem jaz prišel, ja. tako, ko sem jaz prišel ven iz vojske, takrat sem se res počutil tako malo hipijevsko, malo tako protivojno. Mislim, da sem celo 1-2 meseca probal biti vegetarijan, tako nekako pač res adijo. Wow, ti si pa res imel valovito to. Moraš se poskušati, moraš si pogledati. Zmeri sem iskal te limite, do kje iti, do roba, pogledati čez rob, pa se nazaj na varno makniti. Jaz sem imel že ime tako zelo čuden. Midva sem bila z bratom Mrož pa Tjulen. A Tilen je bil, ne? Tilen, ja. Meni nekaj tako malo posebenega in mi je pa sal biti malo poseben, ampak ko si v puberteti, ti je vse preveč, bi se rad zlil za okolico, rad bi bil takšen, kakor so, ne vem, vsi drugi, razen ti. Mi pa najbolj pomagali, takrat to se pa tudi spomnim, prvi letnik faksa, ko sem hodil tako dol po Čopovi, pa gledal in bil s tem res močno olajšan, da bi s kom zamenjal. In nisem najdel nobenega. In tudi, ko mi ime ni bil všeč, kjer ime bi pa imel, tudi nisem najdel nič boljšega. Tako da na koncu vidiš, kamorkoli že greš, zmeraj svojo ta zadnjo neseš sabo in se umiriš. Jaz pa tle se pa že razlikuje. Jaz pa ne bi toliko povezoval z štoravostjo, čeprav sem bil po moje bolj štorast kot ti, ampak enostavno nisem šel toliko iz cone udobja, da bi to najstništvo na tak način. Jaz sem imel določene talente, recimo prvi del tega najstništva mi je zelo zaznamovala ravno matematika, ker sem bil pač zelo uspešen in pol sem bil... Ti si tekmoval na jugoslovanskih... Sej to, ne. Mene so sošolci veliko bulijali zaradi oči in tako in tist mi je bila taka svetilka.
v smislu, da v nečem pa sem dober, da nekaj pa imam, kjer pa imam dostojanstvo, ker dostojanstvo še utemeljuješ na dosežkih, ne pa na odnosu s tem, da te ima nekdo rad, ki ni človek. Je mi to dal, pol pa v bistvu iz tega ven je šla bežigrajska gimnazija, ki je bila valjda veljala za najbolj tako, in sem se skozi te številke lahko, jaz sem bil pol še v tisti šoli, v A razred dan, ki je bil na Bežigradu vedno tako, mislim, da nas je imel 20 od 30 zlato vegovo, se pravi, v Sloveniji je imeli takrat 100 ljudi zlato vegovo priznanje in 20 nas je bilo v istem razredu. Sam to je pa še toliko težja, hujša konkurenca? Ja, hujša konkurenca, ampak vendarle, jaz sem se počutil, da sem družbeno neki vreden. Srednjo šolo bili smo pa res ful čuden razred, se pravi, mi prvi 2 leti ni noben žurov. V 3. letniku se je pa polovici razreda odpilali, jaz nisem bil med tem, drugi smo pa spet še vedno naprej ostali pridni fantje, bili smo res 25 fantov, 5 punc. Zelo močno so računalniki zaznamovali to moje desetletje, najprej pač ta Commodore, pol PC, konc osnovne šole in pol veliki igrc, zelo veliki igrc. A si jih tudi delal ti ali samo uporabljal? Ne, v tistem desetletju še ne. In ja, potem sem pa tudi oče imel že takrat prodajalno računalnikov, ko pač mu je kariera že šla, ta primarna, s ta velikimi sistemi IBM-ovi mi dol, ko so PC prišli ven, je pol jih malo prodajal in pa sem bil jaz tam zastopnik z njegove firme v svojem razredu in smo jih veliko prodala, pa jaz nisem od tega tako služil. Se pa spomnim, da jaz sem to pač pomagal očetu. Se pa spomnim, da sem pa že tudi kaj zaslužil in to mi je tudi dal neko gotovost. Tako da jaz sem se zelo boril, ne na ta telesni štorast način, ampak na ta nekako skozi številke, skozi uveljavljanje, skozi te stvari. Ta štoravost bi se kazala ravno skozi igrce, pa tudi pol, pač kasneje skozi pornografijo pa take stvari, zasvojljive. Pol zadnje 2 leti, 3 tega obdobja je pa v Stolencoh mladinski skupini, kasneje imenovani Družina Podplutba, ker smo pač bili pod Jožetom Plutom, ampak on je bil zelo malo časa, pol so bili pa drugi, sedanji predsednik SŠK, Andrej Saje in tako so nas imeli, ampak mi smo tam se pa najdeli 4 mandeljci, pa nekaj deklet tudi, ki smo bili pa tako odpiljeni vsi po vrsti, res adijo pamet, vsak svoj karakter čisto odbit in tam sem pa potem začel svojo identiteto, tako pa tezejska srečanja, tako da konec tega obdobja, ko sem bil star 20, to je bilo pa zame prak najlepšega desetletja v življenju. Ne najlepšega mogoče, ker lepote ne moram ocenjevati, ampak prak desetletja, ki me je definiral. Skratka, 20 so bila zame ključna in začel se je že tam leto, 2, 3 na konc, najstniških let, ko me je definiral. Se pravi, ko sem jaz svojo neko skupino najdu in se začel tam definirati. Jaz sem se pa takrat po 20 res zaljubil, tako da... Aha, zdaj greš že na 20. Zdaj grem že naprej, čez in... V to skautinjo, ne? Jaz bi rekel, da je bil to potem moj lepši čas z preizkušnjami, z preverjanjem in pa s tem, da sem končno najdel eno tako samovrednost, ki si jo ti recimo mogoče že prej dobil s temi številkami, ampak bolj na ta način, da sem, prav ta beseda, sem, obstajam, končen poj, ki ti celo... Za nekoga sem, za nekoga nekdo drug priznava, da sem. Ja, in v vesolju sem tukaj in še bom zaradi tega, ker tudi, če ti z nekom hodiš, veš, da boš imel otroka, veš, da bo, ne vem, da bo... Smisel si začel dobivati. Ja, najdeš tisto, kar reče tam, da boš imel otrok toliko kar peska, pa take velike obljube, se pravi, nisem tukaj vržen, nisem tukaj nekaj, kar bo propadalo, ampak morbiti pa nekaj bo, Ja, zanimivo je tudi pri teh učencih, ki jih zdaj imamo, res poskušam... Oni so šele na sredstva težkega, ne? Ja, jih spodbuditi k temu, da bi dobili kakšno zlato, pa kakšno srebrno priznanje, zaradi tega, ker njim to toliko pomeni, da dobiš tistih 100 evrov štipendije. Koliko jim, v bistvu po svoje so zelo poceni, Recimo, tudi take finte lahko kot učitelj delaš, ne vem. Jaz sem jim rekel, če 90% pišeš NPZ, pa spečem ti pico, Pa jih je bilo pa toliko, da
Ja, res, skoraj, Res, toksi skoraj 20 od 50. in si že izpolnil obljubo. Že piko. Več, take stvari ti dajo vrednost, niso sicer, pa se sam zaveš, da to ni tisto, ne, da s številkami se ne bova midva merila, kdo Uresničila tudi. Ne? Tako je, da ene stvari so samo, imajo lažen blišč, ampak moraš to sprobati, no. Kaj so ti pa pol ta 20, če pomisliš, ti si najbrž že tudi oče ratu, ne? Ali ne? Jaz sem Ne, v pri 20-ih. 26 se poročil, dobil službo, tudi tako malo čudežno, takšno. Kaj Šel si delal takrat? Najprej sem delal tudi v eni računalniški firmi. Zjutraj, ko sem se zbudil, jaz sem bil tako vesel, da grem delati. Prav tako, res, hkrajni, ko grem delati. Zato, ker je bila dobra družba, je bila, tam sem se ogromno naučil, tam sem denar zaslužil. Se pravi, niti nisem še diplomiral, ko sem potem šel na eno gorsko šolo v tam Baško grapo, kjer sem pa se v bistvu tudi preselil nekako tja gor in zaživel s tistim krajem. Si potreboval tak odklop pustolovski od Ja. stran od domačih. Pa ne vem, tako zelo sem bil začuden, koliko zelo so se učenci lepili name. Ne vem, da sem takrat organiziral šmarence gor na eni gorski podružnici, pa smo laufali popoldne po šoli. Takrat sem živel z in za šolo, pa za take stvari. Postaneš svoj, naučil sem se rolati takrat pri 24, ampak čisto se pa poje spremeni, ko se poročiš, pa ko dobiš te prvega otroka, no. Ta porod, mogoče sem, ja, lahko tako rečem, da sem jaz bil kriv zaradi tega, ker sem ženo v 8. mesecu še gnal, pa ideva še tole, pa bila sva v Kopru, prehodila sva še. Kaj tam sta živela? Bila sva samo za en vikend, ker moja stara mama je tam dol doma, imamo pač hišo. In zvečer, ko sva se vrnila, takrat je ona imela ene take čudne občutke, po noč, ko se je pa zbudila v mlaki krvi, ne, in je bilo prezgoden porod. Potem so se pa te stvari zelo zakomplicirale, punčka ni imela, se pravi, hčerka ni imela še razvitih pljuč, tako da smo bili na urgenci, ampak ko gledam nazaj, pa vse stvari so se potem tako lepo razpletle, no, tako prav svetopisemsko, čudežno. Tisto noč, ko sem Bogu tako daroval, kakor Abraham Izaka, ne, Bog pa vzem, če misliš, da je to potrebno, ne. Tisti jutr se je potem začelo njeno zdravje, njeno zdravljenje. Tako, čudežno, no, pa, ko imaš pa enkrat otroke, pa za tisto živiš, se pa nimaš več časa. Sem pa imel to srečo, da recimo, ker sem hotel biti dober oče, ker sem hotel biti dober mož, sem potem ta čas namenjen zase probal čim bolj izkoristiti in takrat sem začel pa laufati. Recimo, ta mala je zaspala, za 1 uro skočim in sem lahko opazil, da kaj lahko fizično zmorem, in od takrat naprej je pa tek nekaj, kar sproža največ endorfinov in kar najbolj časovno lahko tudi izkoristiš čas, no. Takrat sem odkril tek, prej nisem nikoli tekel, od takrat naprej pa je tudi športno udejstvovanje, zdrav duh v zdravem telesu, ja, je treba. Zanimivo, da šele pol, ne? Ja, to pa zagotovo. Jaz sem bil res, tisti čas pubertete, jaz sem bil zmeraj na ta zadnjem uteku, ne vem, nezmožen, nezadovoljen sam s sabo, spiralo te potegne potem, da gre samo še na slabš. Ja, moja 20 so bila pa, jaz pa še nisem v 20 se poročil, pa posledično tudi otrok še ne dobil. Začela so se kot na faksu za računalništvo že, ampak že res postavljen v neko zelo smiselno okolje, tudi s skautom sem šel, ko sem imel 20 let šele. In je bila to že posledica tega, da sem v TZ-ju ene take zelo fine ljudi spoznal in mi, ko smo bili ta družina Podplutba in oni, ali pa bolj one, skautinje, in smo se med seboj kot skupini zelo dobro razumeli in so one prišle tudi k nam v družino Podplutbo in marsikjer zakon je iz tega nastal, moj ne. Skautom sem jih občudoval. Itak papežev obisk v Postojni, ki je bil zdaj 30 let od tega žura. Jaz ti rečem, da je bil to največji žur, 60 000 ljudi ga je zaznamoval na začetku, ne, to desetletje.
Ja, in pa en zelo velik, bi rekel, zelo velik napredek in trud na faksu. Jaz sem hodil na kakšen predmet na dvoje vaje. Jaz sem hodil na čist na analizo, matematiko, a veš tako. Na šolc sem hodil, se učil italijanščino, španščino. Bil sem v laboratorijih na faksu, bil sem itak tam s podplutbo, smo imeli ful nekih akcij. Imeli smo pač skauti, sem zelo hitro rastel, prevzemal odgovornosti, vedno več. Potem so se začela potovanja, ko sem jaz ugotovil, da lahko jaz, se pravi leta 99 sem bil star 23 let in sva se zmenila z enim kolegom, da greva v ZDA potovati za 40 dni, coast to coast pa nazaj z busi. Ogromno nekih presežkov, skokov iz cone obdobja, potem to moje razločevanje, ostati v računalništvu ali ne, in pol zaposlitev na mladinskem cehu za vodjo Mladinske akademije izobraževanja animatorjev, ki me je, v bistvu se spomnim, kdaj sem kar prespal na cehu, ne, ko še nisem bil vezan in tako. Pol pa ja, pri 24 letih približno tudi sem se tudi jaz zaljubil v Simono in potem ta najin odnos, dolgo časa sva spoznavala se, jaz sem ravno zaradi tega, ker se še nisem definiral, midva sva 7 let hodila do poroke, pol, ko sem bil star 31, sva se poročila približno, malo prej. Teh 6 let, velikrat sva se že sprašvala s Simono, oziroma ona je itak, ne, ženske so pa notranja ura pa tako naprej, manj potrpežljive, ampak na koncu, že do poroke sva spoznala, da je bil ta čas potreben, kako naj je to definirali. No? Tako da jaz bi rekel, da zame 20 so bila, ja, se strinjam, zelo lepša. Bolj se jih spominjam kot pa najstništva, veliko več obdarjenosti čutim, stvari so se postavljale na pravo mesto, so bile pa kombinirane tudi z mojimi zavestnimi sestopi iz cone udobja. Tudi jaz sem tekel pol maratone takrat in tudi to mi je bil tak simbol tega, da jaz, ki sem bil v osnovni šoli vedno ta zadnji v teku, pa lahko zdaj stečem 21, skoraj kadarkoli. In ogromno nekih teh stvari. Eden najboljših avtorjev, Stephen Covey, 7 navad uspešnih ljudi, ne, govori, da so 3 faze v razvoju človeka. Ne. Ta prvo je dependence, ne, odvisnost, to, kar sva rekla, ne, materino mleko. Potem je independence, ne, da ti hočeš doseči neodvisnost, ne, vse sam, ne, in pol je interdependence, ne, se pravi, je pa v bistvu to, da opaziš to povezanost, to hvalež, to, kar sva zdajle, si že ti govoril velika, ne, in zame je bil to v bistvu, kljub temu, da najstnik velja za ta independence, ne, se pravi, vse bom sam, puste me. Jaz sem v 20-ih v bistvu to še vedno zelo gojil, ne. In tok tega dosegel, ker jaz sem mogel še poklic zamenjati, ne. Tudi se pravi, v Deep Link računalništva sem mogel uspeti v novem, v čist drugi sferi, ne. V sferi izobraževanja, neformalnega, neuveljavljenega mladinskega dela, kjer ni bilo nič denarja, se uveljaviti in tako naprej, ne. Tako da, zame so bila 20, če govorim o osebnostni rasti, če samo sebe ven izrežem, ne interdependence, ne, ampak independence, to je bil največji boom. Ti si pa že 4 leta takrat, ne, če si predstavljava leto 2006, ko sva bila stara 30, ne, si ti imel že kaj, če te prav razumem, 2 let koliko starega otroka, ne, jaz še nisem bil niti poročen, ne. Takrat sva imela malo razlike, ne, ampak jaz sem dejansko mogel par let nadoknaditi. Tudi v puberteto jaz nisem padel na normalen način. V koncu osnovne, pa začetek srednje. Saj sem rekel, nisem nič žural pa to. Ne? In jaz sem mogel veliko stvari še nadoknaditi. Saj tudi mislim, da vsem veliko je tega pozerstva, tako da vprašanje, koliko sploh žurejo. Tudi zdaj, ko si deležen kakšnih žurov, včasih tako mislim, mater, koliko je to beden, pa koliko je tudi vidiš, da je drugim beden. Tako da leto 93, recimo, ko smo mi imeli skauti enega takšnih prvih takih resnih taborov, to je bil žur, recimo, zame. Non-stop tista, res... Tudi takrat, ne ja, zdaj za nazaj gledaš, ja, ampak takrat je bil žur, ne? Ja, tisti je bil žur, no, ne vem, pa nisem... Zelo različne stvari, to, kar rečeš ljubezen, lahko rečeš žur, to ima tako zelo širok spektr, kaj to je, tako da... Jaz sem šel malo tako res gledati, ne, se pravi 18.500 dni, če dava zraven od spočetja, recimo 18.200 dni preživetih približno.
koliko je bilo takih dni, da si jih res tako spomniš, da to je bilo, pa jih našteješ lahko, ne? Pa probaš čim več takih, ne vem kako, ali da se ustaviš, ali da niti ni nujno, da je bilo res wow, ampak da je V spominu ostane. v spominu ostane. No, ne To vem. so zame gorečega, točno zdaj si skoraj definicijo gorečega grma povedal. Ne? Ja. Dan, trenutek, ki se ga spomniš, kot da bi bil včeraj in te je na nek način oblikoval. Ne? 30, da ne bova predolga. 30. Ne vem, takrat stvari že kar postajajo bolj utečene. Jaz sem se malo naveličal šole v Podbrdu, gor je bilo čudovit ljudi, gor je res super bilo, ampak ni mi bilo pa več kakšen izziv. Dobil sem še 2 otroka v tem času, dobro, še te 3. precej kasneje, se pravi, vsega skupaj imam 4 otroke in to veliko zahteva. Ne? Se pravi, sploh zaradi tega, ker sem želel en skavtstvo, en ta duh, ki sem ga čutil kot eno svojo prednost, se pravi raziskovanje, dajmo prespati od zunaj, dajmo te stvari tudi na svoje otroke prenesti. Jaz obožujem Roalda Dahla, kako opisuje svoje otroštvo. Najbolj sem bil razočaran, ko sem ugotovil, da je tudi kar mečkane tudi naloženega, da ni čista avtobiografija, da mečkane razširiš, da je mečkane razširil vse te svoje zgodbe, ampak jaz sem prišel, da bi imeli življenje v obilju. To ima Bear Grylls ves čas ponavlja in en takšen življenje sem jaz hotel tudi predati na svoje otroke. No. Takrat vem, da sem tudi Beara Gryllsa vsega pregledal, karkoli je bilo tako, če so bile zimski večeri, pa dobival ideje, da bomo tole sprobali. Nisem čisto uspešno predal, nimam takih predanih skavtov zdaj, samo ta najmlajši je, noter pa 3. rojenki hod v železenke na mesto Škofjo Loko. Ja, to si res zasram. Sramota. Okay. Ne, ni sramota, ker so zelo fajni, pa sploh žlahte je veliko gor. Tam reče Roald Dahl, da vsak otrok si zasluži zanimive starše. No. Ni to samo to potrebno, ampak fajn pa je. Zanimive starše, to mi Ja, je da všeč. jih na ta način se jim tudi približaš. No. Končno Ja. moraš biti otrok. To otroškost moraš nesti vse. To, kar sem rekel, da eni strici so bili zmeraj stari, eni so bili pa zmeraj mladi. Ja, mi je všeč to, če pomislim, da kaj želim dati otroku, to, da sem zanimiv. Ne zaradi tega, ker bi jaz rad bil zanimiv, ampak Ja, ja. zato, da njim pokažeš, pa pogled, kakšno imaš. Ja, pa Kakšne tudi ti danosti bi bil imaš? rad zanimiv, upam. To pa. Sploh učitelji smo, no se tudi pa že profesor Ferber nam govoril. Vsak učitelj hoče biti petel na gnoju. No. Zdaj, poslušajte me, zdaj bom pa jaz nekaj povedal, zdaj pa tale je pa taka modrost. Ampak so pa ti trenutki v matematiki, jih res toliko vidim, da rečeš, kako je to lepo. No. Mislim, narava se podreja matematiki, sledi matematiki, bom tako rekel. Ja. Življenje je najbolj enostavno, najlažje, če slediš ti matematiki urejenosti. Sej imaš tudi kaos, pa to, ampak vseeno imaš ene tiste vzorce, ne vem, človek mora prepoznavati vzorce. Z tega tudi poje zgodovina. Tudi možgani 95% tako delajo, zmišljujem si številko, ampak velika večina deluje na prepoznavanju vzorcev. Ne? Isto mišico premakneš, zato da lahko hodiš, narediš še en korak, pa še en, pa še en. Ne? Se sploh ne zavedamo, vdih izdih. Jo, ker klaufaš, recimo ta občutek, ja. Res izklopiš razmišljanje, pa čutiš samo tiste... Samo vzorce. Ja. Pa kaj vse uspe telo prepoznati, odskočiš tukaj, tam je korenina, skočiš to sploh. Mislim, biologija me zmeraj bolj fascinira, pa kemija. Kemija se mi zdi pa sploh dobra. No? Ja, sej greva oba od biologije proti kemiji. Ej! 30. moja, ja, pač tudi poroka, družina, zelo drugače, še vedno ena mentaliteta scarcity v angleščini, ne, malo pomankanja v smislu tega, kako v karieri uspeti, lahko rečem, je to kar zaznamovalo, se pravi ta boj med delom pa družino, no. Itak je potem, jaz sem v 30-ih 4 otroke dobil, ne, 2 sta bila še kasneje v 40-ih. A si jih bil zelo skupaj? Ja, 6 let od prve do zadnje, do 4. In pač ne, takrat glih, ko se je Klara 4. rodila, se je že videl, da bo naše stanovanje na Glinškovi ploščadi premajhno, že tudi, če bi ostalo tako, ne, in smo začeli gledati, tako da so to kar bili novi
bi rekel, izzivi, ampak v 30-ih lahko rečem, da manj eksperimentiranja, več prostostnih stopenj se je zaprlo, ampak izzivi pa mogoče še večji. Ne? No, ti nisi rekel. Tukaj sem bez prišel do tega, ja, do večjih izzivov sem bez po 40 prišel. Aha. Ko je bilo treba, zato ker smo bili res, tudi mi že utesneni, ne? Mi dva živiva pri njenih starših, oče je žal preminil, ampak je bilo treba se širiti in meni je bilo to groza strah zidanja, to biti brez strehe nad glavo. Se spomnim, ko smo začeli zidati, jaz sem bil prav paraliziran, prav tako, kar v enem transu sem hodil, meni je bilo to grozljivka. Ne vem, kakšni ljudje, ne, ko stvari prvič probaš, takrat vidiš čisto vse, kaj lahko gre vse narobe in zanimivo, da jaz sem to po 40 letu tako čutil, kar res eno ne vem, kaj se temu reče, ne znam reči, to krizo. Vem, da sem ležal v postelj, pa bral preseka, ki je edina matematika me je še pomirjala. No, tako nekako, da sem tiste stare preseke bral, pa tiste... to je bila edina stvar, ki mi je... Evo, revija za mladostnike v matematiki, ne? Edina stvar, ki mi je dajala eno tako, da si matematika je pa večna, če se nam vse skupaj poruši tole na glavo. A tudi grozljivo je bilo. Večen kot matematika? Ne. Nisem mogel. Ampak to ne celo obdobje 40-ih, ne? Ne, ampak tisti čas, ko smo začeli zidati, mi smo pač več ali manj delali na roke, ampak potem pa prihajajo skozi, pa Bog vstopa na drugačen način, če jaz ne morem moliti, da so prihajali prijatelji, ki so pomagali zraven, ker na koncu zdajle, ko je to za mano, bilo to zidanje, se ni trajalo toliko dolg časa, ampak vse 3 leta pa, vse skupaj, da zdaj pa bi kar šel kakšnemu pomagati, no. Ja. In kako odsotnost te frustracije zdaj doživljaš kot prosto kapaciteto ali kot, hvala Bogu, spet je normalno? Ne, bolj tako, da razumem ljudi, ki zablokirajo. Se pravi, ki zablokirajo ob določenem problemu, čistko ne vem. Meni se zdi tako, trapast, recimo, kaj ne, naš planet bomo s plastiko uničili, ampak razumem pa, da da vidi tako zelo velik problem, medtem ko jaz rajš razmišljam o tem, na kakšen način bi to mi odstranili, ali pa, veš, greš iskat problem. So pa po mojem kakšne take stvari, ki jih ti tako grozen vidiš, pa bo en drug to vzel kot šala mala, no. Problem energije je, ne vem, jedrska, ne vem, ene ljudi čisto trese, tako je mene treslo zidanje. Ki pa bomo preživeli, v Malti bomo spali. Ker še ni bilo nedokončano, ali kaj? Nedokončano. Ali zato, ker je bilo toliko ljudi odvisen. Kaj je ta problem naredilo tako neznosen? Po mojem, to, da je toliko ljudi vpletenih, ali to denarja, ali to nedokončano, ali kaj? Vse skupaj, ne vem. Pač večje amplitude vsega. Amplitude, ja, ampak hece, no. Mogoče zato, ker starši so gradili hišo, ko sem bil jaz še zelo majhen, no. Tako da v bistvu nimam prav veliko spominov, kako se je zidal, nekaj, kar nisi poskusil, pa tako včasih se malo heca, mati rečem, ti si me naučil samo drva sekati pa podirati. Ja, jaz zidal nisem, ker bi me po mojem podobno bilo in se šele zdaj, jaz se tudi še zdaj soočam z določenimi deli, v smislu, ni me strah poskusiti, ampak zdaj, ko smo v hiši, ko je veliko za vzdrževati, ena po ena, ne, manj kakšnega prijatelja, ki je res tako ljubeče mentorski do mene, da tudi igra vlogo na nek način nadomestnega očeta. Ja. Včasih v kakšni stvari se tudi očeta, kaj vprašam, kdaj ne, še vedno. Ja, zidal nisem, je bilo pa, lahko rečem, da se je amplituda izzivov mogoče celo še povečala, no, recimo pač ta selitev vzame zbrati ognarja na kup, urediti to vse, pač velike stave so na mizi, tako bom rekel, amplitude, ja. Pol pa COVID, recimo, ne, pa istočasno na socialni akademiji smo šli v te prostore, kjer so zdajle, pa v bistvu veliko ljudi, še vedno, v bistvu kot vodja na socialni akademiji za preživeti, ne. Doma še 2 otroka, se pravi zelo nadpovprečna družina, že 4 je bilo velika, ne. Ja. Lahko rečem, da ta 40 so mi mečkem bolj suha leta, kot so bila 20 pa 30, še posebej 20, to je sam žmoht, to je sam ugriznaš, špricne. 30, tudi če 40 mečkem bolj suha, ampak, a veš, tako si jaz velikrat predstavljam, kot ko je
drevo še čist mečkano, ne, pa so tisti štrcali ven iz zemlje, pa listki, ne, in valjda tisti je lepo. Pa pogledaš deblo, ne, zdaj, ko sem jaz to deblo, to je pa neka tako dosti dolgočasna stvar, če vzamem sam en delček debla, ne. Pač tam nima nič listkov ven, neki nos tam gora, ne, gor se ful dogaja, ne, ti si una infrastruktura, ne. Je pa ena stvar, ki je pa zelo zaznamovala ta 40. pri meni, in sicer se mi zdi, da je to tudi širši pojav v Sloveniji, neko novo odkritje moške duhovnosti, pa moškega, bi rekel, spola nasploh. Se pravi, Exodus je bil, tam sem bil 44 recimo, pa že prej tudi moška skupina v Štepancu, ko sem se ji pridružil, pa ja, tudi ta Vili Lovše je imel že dalj časa te moške zadeve. In s temi brati v bratovščini, pa zdaj, ko nismo več tako intenzivno, ko smo samo še določene podskupine, pa tiste malo bolj intenzivno mogoče, lahko rečem, da opažamo, koliko so se časi na nek način zaostrili, koliko je treba to modrost, ki smo že govorili o njej, pa preroškost, vse krepiti, odkrivati, to, kar si ti rekel za svoje otroke, da naj delajo najprej neprijetne stvari, se pravi, se soočati, bom tako rekel, se soočati tudi s težkimi stvarmi pri samem sebi. To se mi zdijo 40. No, tako, lahko da veliko obetajo, ni še konc, imam še 8 dni, ampak ni toliko žmohta noter v tehle kot. Sem pa z vidika rodovitnosti hvaležen za nje. Stabilnost je ena velika vrednota. A ne, da ja, evo, stabilno, dobro, ja. Pa, ne vem, tako res mi ljuba mala Terezika, no. To vsak dan svetost dosegati. Kje si pa zdaj pa referenci na 40 leta moja najbolj poslušam? To je moj vsak dan, no, čisto bom rekel. Ne, vsak dan, ki prinese take, kaj ne rečem, bedne izzive, no, kaj s tem. Suhe, ne? Ja, ne štimati otroko kakao, daj, to pa res ne, ampak če znaš posvetiti to delo, vsako delo, pa je to nekaj drugega, kar pa kaj vse bom naredil, no. Da zaključva, ker sva že zelo dolga, recap z lepo slovensko besedo, povzetek vsega skupaj, 52-letnika skupaj delata obračun, kaj piše pod črto. Tok je velik, da ne si vsak kar piše. Čim večkrat, včasih tako sploh meni kot šolniku, tako hitro te počitnice poletne. Ampak, ko pa pogledaš, recimo, da si zapišeš samo eno besedo na dan, ali pa, ne vem, da fotografijo pogledaš, da se spominjaš tega pisma, koliko je vsega, koliko je takih stvari, ki te poživi. Zdaj, če so bolj suha leta, zagotovo ne bojo take, ne vem, velike stvari se dogajale, kakor so se, ko se poročiš, ko narediš magisterij, ko dobiš novo službo, ampak to prinaša ta sok po celotni, rečemo, vertikali. Ja, to, ko si deblo, ne? Ja, in tudi drugim, no. Ko vidijo, da, ne vem, malo mi je težko, ko vidiš prijatelje take, ki si mislijo, da oni pa se ločijo, pa imajo težave z otroki, pa takrat potem po mojem sploh se trudiš, da kdor stoji naj gleda, da ne pade, ampak predvsem pa vidiš, da je to en takšen dar, en tak šenk, ki ga dobivaš, pa kljub temu, da se lahko tudi tebi kakšne take stvari dogajajo, ampak moraš biti na tiste stvari, ki si jih lepo doživel, ki zagotovo si jih. In isto, kakor če jaz gledam, ne vem, ko sem razmišljal, pač razmišljaš o sebi, razmišljaš o drugih, zmeraj najdeš en nabor res tako dobrih stvari, ki si jih lahko učiš, ki se jih jaz učim od tebe, ki si jih jaz, ko poslušam tvoje podcaste, ki si jih učim od sodelavca, s katerim skupaj delam, sodelavka, ki res občuduješ stvari, ne? In tisto prevzemaš ta boljše od sebe, vsakom pa tiste slabe stvari, ki jih probaš vsaj malo zmanjšati, odpravo jih pa ne boš, no, to pa taki smo, človeški smo. Če si v najstništvu rekel, vse idealiziraš, ne, pa tudi ljudi mogoče, ne, so dobri pa slabi, tako kot v pravilcah, ne, Zdaj pobiraš tisto, kar je dobro od drugih, pa daješ. Veš pa, da noben ni samo dober, pa noben ni samo slab, ne. Moj obračun pa zdaj, ko gledam in se vračam k tistemu stavku na začetku, ko sva izrekla, da modrost je res dar, ti si to izrekel, ne. Kako so te moje, lahko rečeva, da so moje odločitve,
naredile to, da sem zdaj zelo hvaležen, ampak te moje odločitve niso bile iz lastne pameti. No. Te moje odločitve dejansko so bili to kaže poti, da k tej sreči, ki jo zdaj le živim, ampak niso bile pa moje. Tako, ko sem pol jaz v besedo, ne vem, a bo čez točno 30 dni na Triglavu sonce ali dež, ne. Tega nisem mogel vedeti za tok naprej, da bo to srečo zgenerirali. Ne. In tudi tiste stvari, ki jih že gledam, da sem jih permanentno zafrknil, ki se zdaj že kaže, ker si pač ali kaj za zdravjem narobe delo, ali kaj z otroki narobe delo, ali v odnosu z ženo, ali ne vem kaj, ne. Jih je manj, so manageable in zaupati tej modrosti, ne, temu darovalcu modrosti, da bo tudi za naprej še to korigiral. Ne. In te male korekcije, ko postaneš, ko vi temu reče trim tap, ne, to je tista, ne vem, kako se že reče, prčovno, a veš, tista palca, ki počas usmerjaš, za zelo malo kotnih stopinj naredi tako veliko razliko. Ne. Ne, zdaj veliko več tega trim taba. Ne. Ja, hvala, Ambrož, za tale obračun. Prišla sva pod črto. Hvala tebi. Meni se zdi, tako se posmehujejo doma, tako, res se prav smejo, kako jaz tako težko razlagam. Pravi, kakšen učitelj si sploh lahko ti, kdo tebe sploh zastopi? Tako da, če kdo tukaj kakršnokoli modrost začutil prven, mu čestitam, pa dam za per. No, okej. Mislim, podcast o modrosti, ne vem, če se zlihta prav za take stvari, tudi razložiti ne. Ravno kar sem pir zaslužil. No. Hvala.